Delovno srečanje je potekalo na temo izvajanja leta 2007 sklenjenega dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki. Kot je povedal Tonin, sta se z županom dogovorila, da se bo sodelovanje med ministrstvom in občino nadaljevalo tudi v prihodnosti. Moram priznati, da je župan trd pogajalec, da se je trdo pogajal za svojo lokalno skupnost. Na nek način je dogovor ta, da se bodo sredstva namenila za njihovo infrastrukturo, del pa tudi za potrebe gasilcev. In na takšen način se bomo skupaj trudili, da se razvija in kraj in da se samo gasilsko delovanje še dodatno okrepi v smislu nove opreme, novega znanja. Županu sem pa tudi obljubil, da lahko pričakuje najmanj takšna sredstva, kot so jih zagotovili moji predhodniki, se bom pa maksimalno potrudil, da bi bila lahko ta sredstva tudi večja. Doslej je Ministrstvo za obrambo za različne projekte v občini Brežice prispevalo 4,5 milijona evrov. Lani sta brežiški župan in nekdanji obrambni minister Erjavec podpisala dodatek sporazumu v višini 400 tisoč evrov za leto 2019 in prav toliko za leto 2020. Zadnje 2 leta smo imeli dogovor, da se financira infrastruktura v neposredni bližini vojašnice, to je bilo ureditev naselja Črešnice in pa cesta od Cerkelj do Pirošice, vključno z mostom, ki se bo začel obnavljati v teh dneh. Prav tako pa je bil dogovor, da se v lanskem in po letošnjem letu nameni 100 tisoč evrov za nabavo gasilskih vozil, kar pomeni, da smo dali v lani 50 tisoč evrov za vozilo v Cerkljah, letos pa še v Brežicah, ki bojo pojačale operativno moč Gasilske zveze Brežice oziroma gasilskih društev. Seveda ta društva pa tudi v primeru kakšnega požara na letališču ali pa v skupnih vajah ali pa kje drugje so tudi pripravljene intervencije izvajati tudi v samem letališču. Ministrstvo mora še dokončati 2 podetapi povezovalne ceste Drnovo-Črešnice jug. Izveden je bil le severni del. Prihodnje leto se izteče tudi pogodba za brezplačno uporabo dela letališča Cerklje ob Krki za potrebe javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, za katerega želi občina podaljšanje uporabe za naslednje 5-letno obdobje. Smo se danes celo pogovarjali o možnosti, da se del stanovanj, ki so še prazne v Brežicah, nekako prenese na občino Brežice in občina bi ta stanovanja namenila za socialna stanovanja oziroma za mlade družine. Poleg tega pa seveda je potrebno povedati, da tudi zaradi vojašnice letališče Cerklje ob Krki in pa drugih praktično nevarnosti, ki jih imamo vse več tu ob meji, ob letališču, ob železnici, bi želeli, da bi ministrstvo tudi del sredstev namenilo za gasilce, kot so razna penila, razne reševanje, ki jih bomo še z Gasilsko zvezo dogovorili in tudi je dal danes dogovor, da se ta komisija čim prej, ki mora določiti tako kriterije financiranje, kot tudi mora določiti višino, sestane nekje do septembra in da se še ta dogovor kot dodatek podpiše pred koncem tega leta, da lahko tudi v proračuni nadomestimo svoj denar. Minister je ob tej priložnosti obiskal tudi Gasilsko zvezo Brežice, kjer so mu brežiški gasilci in gasilke predstavili svoje delo in aktualne izzive.